Lepo pozdravljeni. Po 2 mesecih izobraževanja na daljavo so se v ponedeljek v šolo vrnili učenci prve triade. Preverili smo, kako so se na pouk v novih razmerah pripravili na osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško. V šolske klopi krške osnovne šole so se vrnili učenci 1., 2. in 3. razreda. Na šoli so sicer morali zadostiti številnim pogojem. Na prvem mestu je tisto, da bomo zadostili vsem higienskim in pa varnostnim ukrepom, ki nam jih nalaga Nacionalni inštitut za javno zdravje, kar pomeni, da smo morali skupine oziroma oddelke razdeliti v manjše skupine. Pri nas so to skupine zdaj po 15 učencev, torej 22 skupin imamo zdaj, odprej, ko smo imeli 11 oddelkov od 1. do 3. razreda. Kar pomeni zajeten zalogaj tudi za učitelje, ki so zdaj dodatno obremenjeni. Na šoli imamo hkrati še vedno organizirano jutranje varstvo za tiste starše in otroke, ki drugače prihajajo predčasno v šolo, in pa tudi podaljšano bivanje, zagotovljeno imamo tudi vso prehrano. Tako da je včeraj vstopilo v šolo približno 270 otrok. Naredili smo različne varnostne ukrepe. Pomeni, da smo v zunanjosti šole naredili varnostne razdalje kot talne označbe, da se otroci gibajo v neki določeni varnostni medosebni razdalji. Enako smo to naredili v določenih prostorih v šoli. Po šoli smo izobesili zopet vse letake v smislu higiene. Z učenci smo včeraj še enkrat obnovili, kako se pravilno umivajo roke, kako skrbimo za higieno kašlja, kako skrbimo za druge stvari. Ves čas gledamo na to, da so prezračene učilnice. Posebno skrb namenjajo tudi delitvi malic. Torej zopet pred malico očistiti vse površine mizic, razkužiti roke, ravno tako ob vstopu v šolo razkužiti roke. Potem učitelji kot odrasle osebe delijo malico. Učitelji in vsi tisti, ki smo stari nad 12 let, moramo v šoli nositi maske, in ko pridajo devetošolci naslednji teden, ravno tako bojo za njih so priporočljive maske, vendar samo na hodniku, v sami učilnici pa mask ne bodo potrebovali. Učenci so se sicer razveselili pouka v šoli, prav tako srečanja s sošolci. Ful dobro, zabavam se in rada se učim. Moramo upoštevati pravila in moramo se držati in stran moramo biti. Ne smemo biti čisto skupaj, ker se lahko okužimo. Pa tisti, ki so okuženi, morajo biti doma. Raje se učimo v šoli kot pa doma. Doma je bilo pa tudi lepo, kar. Doma sem delal za šolo, sem vse naredil, pa veliko sem bil zunaj. Organizacija pouka je zelo zahtevna in velik izziv, poudarja Gerjevičeva. Ko se pripravljamo na novo šolsko leto, ponavadi trajajo priprave 3 tedne, 1 mesec. Tole smo pa morali narediti v nekaj dneh. Kar velik zalogaj za šolo, ki je velika. Verjamem pa, da tudi tiste šole, ki imajo manj učencev, so imele tukaj težave, in prostorske in kadrovske. Na osnovni šoli Jurija Dalmatina imajo sicer prostora dovolj, a ko se z naslednjim tednom vrnejo še devetošolci in učenci z učnimi težavami, bodo, kot pravi ravnateljica, s tem tudi vse učilnice povsem zapolnjene. Vlada je, kot je znano, na dopisni seji v četrtek sprejela odlok, s katerim preklicuje epidemijo novega koronavirusa. S koncem epidemije pa se končajo tudi številni ukrepi, ki so bili sprejeti v okviru zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. In kakšno je pravzaprav stanje v gospodarstvu v Posavju? Kakšna bo škoda in kdaj lahko pričakujemo okrevanje? V Posavju skoraj da ni nobene panoge, ki ne bi bila prizadeta zaradi epidemije novega koronavirusa. Izstopajo seveda panoge, ki so vezane na turizem. Tukaj imamo v mislih Terme Čatež, pa Terme Paradizo, pa vse gospodinstva oziroma gostinstva, se pravi od turističnih kmetij, raznih gostiln, restavracij in tako naprej, manjših hotelov. Pa javni prevoz je bil hendikepiran, ki je pravzaprav bil čisto ukinjen. Prizadeta so bila tudi številna druga podjetja, ki niso mogla opraviti svojih del v tujini, ker ni bil možen prehod mej. Predvsem mislim tukaj prehod v smeri zahoda, to je Avstrija, Nemčija
Italija, pa tudi ostale panoge, ki so bile prizadete, to je logistika, komplet, ki je bila v bistvu zdesetkana, bila zagotovljena samo najnujnejše. Bilo pa je tudi nekaj svetlih točk oziroma podjetij, ki so v tem času dobro poslovala. To so vse podjetja, ki delujejo v verigi za zagotavljanje prehrane. Tukaj imamo v mislih Eurosat, pa recimo Mlinarstvo Katič, pa DS Med, ki dela embalažo za prehrambene produkte. Te pa so imele spodbudno število naročil oziroma so bili celo v porastu, kar je zelo, zelo dobro, tako da moramo na celo stvar pogledati optimistično. Gorišek ob tem poudarja, da so vodstva podjetij in prav tako zaposleni spoštovali vso regulativo, ki je bila potrebna, da so nadaljevali z delovnimi procesi pod pogoji, ki so bili potrebni, da do širitve novega koronavirusa ni prišlo. In jaz mislim, da je treba na tem mestu pravzaprav čestitati in se zahvaliti vsem, ki so k temu kakorkoli prispevali in pa dodali svoje napore, da smo kot družba normalno funkcionirali. V mislih imam trgovino, pa seveda komplet zdravstvo, pa tudi vse ostale, ki so k temu kakorkoli prispevali. O škodi je še preuranjeno govoriti. Podjetja so bila pred krizo v spodobni kondiciji, imela so naročila, ki se še izvajajo oziroma se bodo še izvedla do konca. Glavne težave pa so šele pred nami. To je tako naša ocena. Pred nami je eno zahtevno obdobje, ki ne bo kratko, to vemo že zagotovo danes. In o škodi bomo lahko govorili čez kakšno leto ali mogoče še kasneje. Okrevanje ne bo kratkoročno, čeprav si tega vsi močno želimo, dodaja Gorišek. Če povlečemo vzporednice z zadnjo finančno krizo, ki je bila leta 2008 pa 2009, v Posavje pa prišla z rahlim zamikom tam nekje 2010, lahko rečemo, da je bilo takratno okrevanje 5 do 6 let potrebno, da smo prišli na nivo, ki smo bili pred to finančno krizo, in sicer ima ta kriza malo drugačno obliko, tako da nekako računamo nekje 3 do 4 leta, da bi bili na isti ravni, kot smo bili pred to korona krizo. V tem času je poraslo število brezposelnih. Nekje ranga 16% je ta porast, številka se približuje 3500 brezposelnim, kar je zaskrbljujoče. Zato je pomembno, kaj bomo naredili danes, jutri oziroma v prihodnjem obdobju, da bo gospodarstvo čim prej okrevalo. V mislih imam predvsem, da bi morali vzpodbujati ohranjanje delovnih mest, pomagati določenim panogam, da ne bi prišlo tukaj do zdesetkanja v panogah. Predvsem pa so zelo pomembne, da realiziramo investicije, ki smo jih imeli v planu, in pravzaprav na vseh nivojih, to je, se pravi, od države do lokalnih skupnosti oziroma občin. Tukaj je kar nekaj priložnosti za ohranjanje števila delovnih mest, nadaljnjo rast gospodarstva in samo okrevanje, še dodaja sogovornik. V sredo je potekala redna seja občinskega sveta občine Sevnica, ki je bila prilagojena trenutnim aktualnim razmeram. Ena izmed osrednjih točk je bila obravnava poročila o izvajanju socialno-varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2019. Storitev, ki poteka v okviru sevniške enote Centra za socialno delo Posavje, iz proračuna sofinancira občina Sevnica. Na seji so sprejeli tudi sklep o soglasju k določitvi cene storitve. Pomoč družini na domu je storitev, ki je primarno namenjena starejšim. Zanjo je značilno, da se izvajalci pomoči lahko prilagodijo uporabniku na terenu. To je zelo pomembna pomoč za starejše, kjer je oskrbovanih preko 100 ljudi. Odvisno od dnevnih oziroma mesečnih potreb se tudi ta številka dinamično spreminja in je zelo pomembna. Člani občinskega sveta so obravnavali poročilo o izvajanju storitve za leto 2019.
Delo v preteklem letu je bilo dobro. Gre za storitev, ki bo zagotovo v prihodnje vključena v dolgotrajno oskrbo. Tudi ta zakon že dolgo pričakujemo in upamo, da bo čim prej sprejet in da bo ta pomoč družini na domu sistemsko urejena, sistemsko financirana. Zaenkrat občine skladno z veljavno zakonodajo to storitev organizirajo in tudi sofinancirajo. S to storitvijo zagotovo zmanjšujemo pritisk na domove za starejše in v duhu trajnostne skrbi za starejše omogočamo več oblik oziroma več načinov nekako življenja v starosti za naše starostnike. Na seji so prav tako obravnavali uskladitve cen storitve pomoč družini na domu. Prihaja do spremembe cen, kajti cena je v veliki meri odvisna od stroškov dela. Stroški dela so se pa v skladu s spremenjeno zakonodajo z dvigom plač tudi nekoliko spremenili, zato je ta uskladitev potrebna. Občina v tem delu izdatno sofinancira to storitev, več kot je zakonsko omejeno oziroma določeno, kar omogoča, da se čim več pomoči potrebnih lahko vključi in ta uskladitev je pač nujna. Polna cena za 1 uro storitve po novem znaša 19,98 evra, pri čemer 14,48 evra oziroma 71,90 odstotka prispeva občina Sevnica. 5,20 evra pa prispevajo uporabniki. Storitev, ki bo opravljena na nedeljo, bo občina Sevnica subvencionirala v višini 68 odstotkov cene, storitev, ki bo opravljena na državni praznik ali dela prost dan, pa v višini 72 odstotkov. Osebam iz ranljivejših skupin, denimo tistim, ki prejemajo pokojnino, ki je nižja od 580 evrov, občina Sevnica na podlagi vloge storitev subvencionira v celoti. Za varstvo in podporo starejšim občina Sevnica na letni ravni nameni približno 600 tisoč evrov. Pomoč družini na domu, samo ta program pa približno 150 tisoč evrov sofinanciranje iz občinskega proračuna. Cesta na Ribnik v Brestanici je že zelo dotrajana, zato je občina Krško pristopila k njeni rekonstrukciji. Ta projekt obsega tudi ureditev ozkega grla. Gre za rušenje stare tako imenovane Čučnikove hiše, ki jo je občina odkupila že pred leti. Gre za rekonstrukcijo cestišča od Stolovnika do Ribnika Mačkovci. V prvi fazi naj bi začeli z ureditvijo mostička preko potoka, ki je kritična točka na tej poti, potem pa naj bi nadaljevali s celotno obnovo cele ceste, se pravi vse, kar je pač potrebno od širitve cestišča in ureditve bankin in tako dalje. V tem sklopu naj bi se uredila tudi pešpot ob sami tej cesti. Ta projekt obsega tudi ureditev ozkega grla, kjer stoji tako imenovana Čučnikova hiša. Gre za staro hišo, ki smo jo že pred leti odkupili, vendar pa zaradi različnih zapletov s spomeniškim varstvom pač je bilo potrebno kar nekaj časa in nekaj opravil opraviti, da smo končno prišli do tega, da je prišlo do rušenja tega objekta. Trenutno potekajo arheološke raziskave. Po zaključku arheoloških del sledi rušenje hiše, to je predvideno v poletnem času. Vse je odvisno pravzaprav tudi od arheoloških raziskav. Če kaj najdejo arheologi, potem bo to trajalo nekaj več časa, če ne najdejo, pač bo prej gotovo. Nato sledi še izgradnja opornega zidu ter rekonstrukcija ceste z ureditvijo odvodnjavanja. Torej, rušenje te stavbe bo stalo nekje 73 tisoč evrov, vključno z DDV-jem. Seveda celotna investicija je pa bistveno dražja, se pravi govorimo o celotni cesti od Brestanice pa vse do Ribnikov. Tako da tukaj gre pa za bistveno večji znesek, okrog 400 tisoč evrov. Dela bodo v prvi fazi potekala pod polovično zaporo ceste, v času njene rekonstrukcije pa bo zaradi ureditve vozišča popolna zapora ceste z omogočenim dostopom bližnjim stanovalcem ob gradbišču. Občina Krško je v minulem tednu pristopila k izvedbi vzdrževalnih del na ribniku Resa v Krškem z namenom vzdrževanja in izboljšanja poplavne varnosti naselja Stara vas dolvodno od ribnika Resa.
Vzdrževalna dela obsegajo zamenjavo obstoječega odvodnega kanala v dolžini 30 metrov, ureditev varnostnega preliva ob ribniku in otočnega kanala v dolžini 68 metrov, nadvišanje makadamske poti na južnem delu ribnika in dopolnitev zavarovanja brežine ribnika v dolžini 80 metrov. Sicer so to dela, ki bodo nekoliko izboljšala poplavno varnost, predvsem dol vodno, se pravi proti Stari vasi. Hkrati se bodo nekatere zadeve, ki so že dolga leta v takšnem nespremenjenem stanju, nekoliko obnovile, da bo celotno okolje izgledalo lepše. V sklopu teh del je predvideno še čiščenje samega ribnika. Sama dela naj bi trajala približno 3 mesece, nekje v sredini ali proti koncu julija letošnjega leta naj bi potem ta dela tudi dokončala, medtem ko samo čiščenje mulja pa naj bi se izvedlo v jesenskem času. Vzdrževalna dela na ribniku Resa se izvajajo v sklopu projekta Okusi posavsko ribo, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Gre pa v bistvu za promocijo ribištva. Sicer je to projekt, ki je financiran z Evropske unije, skupna vrednost projekta je nekje 277 000, medtem ko sam delež, ki gre za ribnik Resa, pa je okrog 107 000 evrov. V celoti je ta projekt mišljen kot promocija, torej prehranjevanja z ribami, skratka nasplošno, da bi se delež rib v naši prehrani povečal. Zato so različni projekti, od katerih je obnova ribnika Resa samo eden, jih je pa sicer več po celotnem Posavju, kajti partnerji so tudi drugi, ki pač tudi tukaj sodelujejo. Trenutno potekajo pripravljalna dela. Pred pričetkom gradbenih del bo na mestih, kjer poteka promet pešcev, kolesarjev in motornih vozil, gradbišče zavarovano zaščitno ograjo, zato bo gibanje občanov na območju ribnika Resa do predvidoma konca julija delno omejeno. Občane zato prosijo, da upoštevajo postavljeno signalizacijo. Po prenovi bazenske školjke so se v Sevnici lani lotili še drugega dela naložbe, in sicer prenove strojnice tamkajšnjega bazena. Ta je v fizičnem smislu zdaj zaključena. Pripravlja se polnitev in testni zagon bazena. Bazen v Sevnici, ki obratuje že več kot 30 let, je bil v zadnjem obdobju deležen temeljite prenove. Obnova bazena je v fizičnem smislu zaključena, pripravlja se polnitev in testni zagon. To pa usklajujemo z možnostjo polnitve in razpoložljivo količino vode strani komunale, kot tudi nekako usklajujemo s terminskim planom, kajti želimo, da se testno obdobje izvede pred samo sezono, no ni podatka, kdaj se bo lahko sezona pričela, pa vendar bo do 1. junija vsi postopki zaključeni, tako da bo vseh vidikov bazen usposobljen v vsej novi preobleki. Skupna vrednost celotnega projekta je približno 1 200 000 evrov, polovico od tega je znašala prenova strojnice. Poletna sezona se sicer nezadržno približuje, v preteklih tednih pa so bile temperature že tako visoke, da je marsikoga že zamikala ohladitev v vodi. In kako se na prihajajočo sezono pripravljajo upravljavci sevniškega bazena? Mi bazen pripravljamo dejansko, kot da sezona bo kot vsako leto. Glede na to, da investicija se zaključuje, bomo naredili tudi prvo testiranje zaradi kvalitete vode. Potem se ponaredijo še ostale aktivnosti okrog bazena, znotraj stavbe in bomo počakali potem na nadaljnja navodila države. Tako da, ko dobimo ta navodila in če bojo vse v skladu z našimi pričakovanji, bomo odpirali bazen tako kot vsa pretekla leta, izjemoma lansko leto, ko vemo, ko je bila sezona v bistvu kasnejša zaradi sanacije bazenske školjke. Bazen Sevnica svoja vrata običajno odpre teden dni pred začetkom poletnih počitnic in jih zapre prvi teden septembra. Med obiskovalci pa prevladujejo mladi in družine. S postopnim rahljanjem ukrepov povezanih z epidemijo novega koronavirusa so v tem mesecu svoja vrata odprli tudi muzeji in galerije. Preverili smo, kako delo v novih razmerah poteka v kostanjeviški galeriji Božidar Jakac. Takoj po uradnem obvestilu o ponovni možnosti odprtja knjižnic, galerij in muzejev in kratki koordinaciji s Skupnostjo muzejev Slovenije so galerijo Božidar Jakac odprli s 5. majem. Lamutov likovni salon pa so odprli šele v ponedeljek 18. maja na dan muzejev. Nekaj razstav smo imeli še postavljenih,
ker jih je pač ta pandemija nekako v razstavišče ujela. Ni bilo časa in ni bilo možnosti pravzaprav vračila umetnin. Razstava v cerkvi prav tako še stoji, saj umetnik prihaja iz Hrvaške. Trenutno pa se že dogovarjajo za nove transporte. Tukaj imamo nekaj težav, kajti naslednja razstava v Lapidariju je avtor, ki prihaja iz Milana, torej iz področja, ki je bilo mogoče med najbolj ogroženimi v Evropi. Mislim, da bomo uspeli tudi iz Milana pravzaprav narediti transport že prav v začetku junija, tako zdaj potekajo pogovori. Razstava, ki pa sledi v cerkvi, pa bo razstava avtorja iz Banja Luke. Tudi tukaj je zdaj seveda še nekaj teh tehničnih težav pri samem transportu, komunikaciji z avtorji, pisci besedil in tako naprej, ampak nekako uspevamo te zadeve prebroditi. Delovanje galerije je trenutno nekoliko prilagojeno danim razmeram. Kljub velikosti naše galerije ne moremo delati z obiskovalci tako, kot smo bili to vajeni prej. Mesec maj je mesec skupin bil vedno, šolske skupine so ponavadi ta mesec bukirale tako, da smo jih komaj pravzaprav spravili noter v vse te termine. To sedaj umanjka, to je seveda tudi velik finančni udarec za institucijo. Prav tako se pozna, da ni tujih obiskovalcev. Za primerjavo vam lahko povem, da je zdaj prvi vikend, ko je bila galerija odprta, bilo prodanih 12 vstopnic. Istočasno lani, v tem prvem vikendu, jih je bilo prodanih pa 110. Od tega je bilo 9 tujcev, pa 79 je bilo skupine, v soboto pa nedeljo. Tako da je razlika precejšnja. Pri obiskovalcih opažajo nekoliko zadrege, kako postopati, saj skladno s pravili tudi v muzejih veljajo zaščitni ukrepi. Mislim, da se to pri nas dokaj hitro razgubi, kajti res smo veliki, naša prodajalna vstopnica nahaja zunaj na prostem, tako da ni tega občutka zaprtega prostora in pa vseh teh pravil, ki jih pa seveda se obiskovalci potem v interakciji z drugimi v galeriji morajo držati, kar se tiče nošenja mask, razkuževanja rok in vsega tega, kar je pravzaprav zdaj v vsakem javnem prostoru prisotno. Ostajamo v Kostanjevici na Krki. V Lamutovem likovnem salonu galerije Božidar Jakac je od tega tedna na ogled razstava grafik novomeške umetnice Tine Mohorovič. Z naslovom Prestopanja, kot je Mohorovičeva naslovila razstavo, je poimenovala tudi svoj najnovejši cikel grafik, ki je nastal v začetku letošnjega leta. Te označujejo neposreden prestop oziroma nadaljevanje njenega grafičnega cikla z naslovom Anonimi iz leta 2018. Za izdelavo obeh ciklov je umetnica uporabila enake grafične plošče, le da jih je v najnovejšem ciklu izdelala v tehniki visoke jedkanice. Torej, v najnovejšem ciklu je izolirala samo posamične motive, na katere je želela obrniti pozornost gledalca, podobno kot so recimo osvetljeni prizori na gledališkem odru, na katerem se odvija zgodba. Povezava z gledališčem in filmom ni naključje, saj umetnica deluje kot scenografinja v obeh medijih. Izkušnja prostora, njegovo oblikovanje in gibanje znotraj njega je zato ena od osrednjih tem njenega ustvarjanja. Vizualna inspiracija za umetničine grafike je zgodnje avtobiografsko delo Carla Gustava Junga, v katerem je slavni psiholog in filozof zapisal svoje samospoznavne fantazije, in to sicer v knjigi z naslovom Rdeča knjiga. No, podobno je tudi umetnica prepustila svoji intuiciji, da jo je vodila in da je zapisala v likovni govorici na grafične plošče in na papir svoje fantazijske svetove. Najgloblje do sedaj je umetnica segla svojo zadnjo serijo risb, združenih v cikel z naslovom Kostenje. Te risbe predstavljajo motive, ki izgledajo kot nekakšni pogledi pod kožo, kot rentgenske slike imaginarnih kosti, prepletov mišičevja in sklepov, znotraj katerih se rojevajo novi fantazijski svetovi. Magičnost in nadrealizem v motivih spremljata umetnico že od samih začetkov njene ustvarjalne poti. Za njene grafike in risbe so značilne precizne, tanke poteze, ki gradijo fluidne, odprte motive. V danem trenutku, torej v svetu in v situaciji, v kateri smo, ko smo v bistvu bombardirani s pretežno negativnimi informacijami, so te grafike Tine Mohorovič nekakšna zatočišča za razmislek, za poglabljanje vase,
v globine našega jaza. Razstava, ki je nastala v sodelovanju z Galerijo Velenje, je v Lamutovem likovnem salonu na ogled do 21. junija. Zdaj pa še v Krško dvorano v parku, kjer je bila na ogled slikarska razstava Janeza Klavžarja z naslovom Barve skozi čas. Z razstavo Barve skozi čas njen avtor Janez Klavžar predstavlja izbor del, ki so nastala v zadnjem desetletju. Moj osnovni namen je bil, da poleg tega, da so bile te slike večinoma narejene za razpisane razstave, kot so v Piranu, tam mednarodni ekstempore piranski, Mariboru, Ptuju in pa preko javnega sklada, kjer so tudi vsako dvoletni razpisi na določene teme in so potem te slike nastale za te razstave v teh 10 letih in kot sem rekel že na začetku, je bil ta osnovni namen, da te slike predstavim tudi, bi rekel, domači publiki tukaj v Krškem, pa Brežicah, prijateljem, znancem, in da se to neko obdobje 10-letno zaključi s tem. Razstava predstavlja avtorjeva razmišljanja o postavljenih temah, kar pa vedno nadgradi z lastnim dojemanjem sveta. Poleg kompozicije in poteze se njegova pripoved z barvami vplete tudi v aktualne dogodke, odnos do okolja, zdravja in begunsko krizo. Je posebno zanimiva ta zgodba tega, bi rekel, gospoda, na narekovajih. Ta slika bila narejena, mislim, da pred 10 leti in je bila takrat razpisana tema zdravo življenje. Jaz sem to sliko slučajno našel v enem časopisu, ker je bil ta gospod slikan in se je tako ironično spopadal s to temo, tisto zdravo življenje. No, in potem se je pa to zgodila ta migrantska problematika leta 2015-2016 in mislim, da je bila ta slika posneta nekje v Bangladešu in kot sem rekel že na sami otvoritvi, lahko da je bil že v tem migrantskem valu ta naš gospod s cigareto in že tu nekje med nami. Klavžar se je z ljubitelji likovne umetnosti družil v več društvih, sedaj pa je član kulturno-umetniškega društva Liber iz Krškega. Tu so na ogled postavljena Janezova dela, ki so skozi oči strokovnjakov, se pravi skozi strokovne žirije, tako državne, ne samo lokalne državne, pa tudi mednarodne, dobila takšna ali drugačna priznanja in nagrade. Torej, tu so uspehi Janezovi zadnjih 10 let. Razstavljene so vse slike z tehnike akril na platno, mislim, da tudi neke mešane tehnike s kolažem na akrilu, z akrilom. Drugače pa tako za sprostitev delam tudi v akvarelu, z oljem pa zdaj zadnjih nekaj let že ne več. Kot dodaja Pirčeva, v društvu podpirajo uspešne ustvarjalce, zato dajejo poudarek izobraževanju oziroma izpopolnjevanju znanja. In posebej je zgodba, ki jo nekako začenjamo z lanskim letom, nekako na novo postavlja to društvo, kulturno-umetniško društvo Liber, je ponuditi mladim možnost ustvarjalnih prilik, se pravi priložnost ustvarjalnega zanosa z mentorji, z akademskim znanjem, se pravi v vseh teh sekcijah, ki jih pač ponujamo. V kulturno-umetniškem društvu Liber, ki šteje 17 članov, so v zadnjem obdobju veseli predvsem povečanega zanimanja mladih, še dodaja Pirčeva. Razstava Barve skozi čas je bila sicer v dvorani v parku, na ogled še pred izbruhom epidemije. Za konec poglejmo še na spletni portal eposavje.com. Sledi pregled najbolj branih novic minulega tedna.
Spoštovani gledalci in gledalke, hvala za pozornost in vabljeni k ogledu Posavskega tednika tudi prihodnji torek. Nasvidenje.